Jaz mislim, da bomo lahko začela. Lepo pozdravljam v naši sredini asistentko magistrsko Janko Čarman. In prosim, da predstavite svoj del. Mogoče bo še hodil kakšna skupinca, da je zamenjena, pa smo se malo razvlekli, da tam druge skupine bo tvoj. Hvala lepa, izvolite. Hvala lepa. Najprej prisrčno pozdravljeni v mojem imenu. Prihajam iz Onkološkega inštituta in se ukvarjam v osnovi za obseganjem rakov sečil. Se pravi, pretežni del mojega dela predstavlja rak prostate, potem nekaj tudi rak sečnega mehurja, ledvic, manj rak testisov in pa rak penisa. Zdaj, današnji naslov je moški raki. Zdaj drži, da ste moški v resnici nekaj posebnega, pa bom danes poskušala v nekaj korakih povedati po nekaj uvodnih besedah predstaviti najbolj natančno rak prostate, ker je pač najpogostejši. Nekaj malega bom povedala o raku mot in tudi o raku penisa. To pravzaprav so tisti raki, ki so izolirani prav za moške. Zdaj drži, da ste moški radi vodilni, radi zmagujete, da ste v premoči in žal je temu tako tudi pri raku. Zdaj v Sloveniji, če pogledamo zadnji podatki, so za leto 2014 je zbolelo preko 7000 moških, kar od vseh zbolelih za rakom predstavlja približno 54%. Ne samo, da vas več zboli za rakom, tudi umrljivost za rakom je večja. 56% vseh umrlih za rakom v letu 2014 je bilo moških. In še mogoče en podatek, od vseh tistih moških rojenih v letu 2014 se pričakuje, da bodo tekom svojega življenja do 75. leta, da bo zbolel eden od dveh moških. Se prav, od tistih rojenih v letu 2014 prav vsak drugi. Seveda te številke so v resnici take, da zahtevajo določeno obravnavo in razmislek. Če sam pogledamo, vem, da ste že danes veliko slišali, kaj so najpogostejše lokacije raka pri moških. Danes velja, da je najpogostejši rak tako v Evropi kot v razvitem svetu in v Sloveniji rak prostate. Tako kot pogledamo za leto 2014, je enako tudi v Sloveniji. Na drugem mestu, o čemer boste kasneje več slišali, je rak kože, tukaj je izštet melanom, ampak o tem več kasneje. Potem pa so seveda še drugi raki, v nekaterih ste že slišali. Na tretjem mestu je trenutno rak pljuč in na četrtem rak debelega črevesja in danke. Kot ste slišali, je incidenca slednjega padla. Pa če pogledamo še malo krivulje, bolj kot zanimivost, zakaj? Tukaj zgoraj je rak prostate. In če pogledate nekje od teh let, kako strmo je incidenca raka v resnici porasla. Še vedno velja, če pogledamo 10-letno obdobje, da je za približno 5% incidenca še vedno narašča tudi incidenca raka kože, medtem ko je pa v preteklosti bil, to velja seveda za moške, je bil vedno vrsto let, desetletji pravzaprav na prvem mestu rak pljuč. Incidenca slednjega pa je v zadnjih letih pri moških v upadanju. Zdaj, vzrok za ta porast ne gre v resnici na račun, da bi dejansko toliko več moških zdaj imelo raka prostate, ampak eno dejstvo je, da je tukaj nekje prišlo v uvedbo preiskava PSA, se pravi krvni test, in da dejansko se populacija stara. To sta osnovne dva razloga, ki bistveno prispevata k porastu te incidence pri moških. Kot sem že omenila, glede na to, da je daleč najpogostejši, bom najprej nekaj povedala o raku prostate. Če se spet vrnemo v leto 2014, je na novo zbolelo 1400 moških. Kaj pravzaprav je prostata in kje se nahaja? Prostata leži žleza, običajno jo primerjamo z velikostjo kostanja in leži, tole je prostata, leži pa neposredno pod sečnim mehurjem, pred sprednjo steno danke,
in pa nad medeničnim dnom za sramnico. Zakaj je to pomembno? Ker seveda vse težave in tudi zapleti zdravljenja, kasneje, če bolnika zdravimo, so povezani lahko tudi z neposredno bližino okoljnih organov. Kaj pa dejavniki tveganja? Že prej sem omenila, pri raku prostate je to ena izmed zelo vročih tem. Vrsto dejavnikov je v raziskavah, tako tistih, ki bi morda lahko varovalno delovali, kot tudi tistih, ki bi lahko povečali tveganje za obolevnost raka prostate. V resnici so z dokazi močno podprte 3 stvari. Prva sem že omenila, starost, in ta vemo, da narašča. S tem povezano narašča potem tudi incidenca. Druga stvar je družinska obremenjenost. Okrog 9% rakov prostate velja, za 9% velja družinska obremenjenost. Ta skupina bolnikov oboleva praviloma prej in ima tudi sama napoved bolezni in potek je nekoliko manj ugodna. Se pravi, tu zagotovo je skupina moških, kjer je tveganje za obolevnost večje in ki mora biti bolj pozorni. Potem rasa, primer so ameriški črnci, tam je incidenca zelo visoka. Ko so naprimer gledali, če se nekdo iz Japonske, kjer je incidenca nizka, preseli na otočje pred Ameriko, incidenca naraste z leti. Če se potem preseli prav v ZDA, incidenca še dodatno naraste. Se pravi, zagotovo ni pomembna samo rasa, ampak tudi številni dejavniki okolja. Proučevali so, naprimer, v paradižniku likopen, ki je kazal tendenco k varovalnemu dejavniku, pa se pravzaprav v tistih zelo resnih raziskavah potem ni povsem potrdil. Podobno, recimo, v povezavi z alkoholom so ugotavljali, da prekomerno uživanje ali pa tudi popolna abstinenca, v tem konkretnem primeru, deluje neugodno. Se pravi, morda kozarec rdečega pri raku prostate ni prepovedan. Ampak to je vse bolj manj podprto. Jasno je povezano, kot sem že omenila, s starostjo, z družinsko obremenjenostjo in pa z raso. V splošnem, kar seveda velja tudi za druge rake, se pa priporoča zdrav življenjski slog. Dokazi so mogoče malo manj trdni, ampak vsekakor stojijo. Kaj pa simptomi? To je pa zdaj mogoče tisto, kar bi človek rekel, no, na kaj pa moram biti pozoren. A sem lahko na kaj pozoren, da bom pravočasno ugotovil? Pravzaprav ne, ko govorimo o raku prostate. Simptomi pri omejeni začetni bolezni so pravzaprav odsotni. Če so prisotni, so običajno povezani bodisi s benignim povečanjem prostate ali mogoče s kakšnimi drugimi stanji, ki so pridružena. Se pravi, težave, zaradi katerih gospodje grejo k zdravniku, so pogosto na račun nerakave bolezni. Lahko pa se seveda ob tem odkrije rak prostate. Se pravi, tukaj neka zelo taka previdnost ni mogoče. Seveda se kasneje pojavijo težave. Ko rak raste, vrašča lahko v sečnico, lahko prerašča na okoljne organe, lahko se razširi pravzaprav kamorkoli po telesu in seveda s tem povezano se potem odkrijo tudi težave. Ampak ni pa mogoče reči, da je treba biti na nekaj posebej pozoren in da vas to lahko privede k zdravniku. Kaj pa potem diagnostika? Prva stvar bi vedno mogla biti pravzaprav digitorektalni pregled. Druga stvar, ki sledi, kadar je to indicirano, je odvzem krvi na PSA, o tem bomo malo kasneje povedali, dokončna postavitev diagnoze je pa z odvzemom tkiva iz same prostate, kar opravi urolog pod kontrolo ultrazvoka v danki. Tole sem že omenila, zakaj kažem te slikce, tole je prostata, ki sem rekla, da leži pravzaprav pred sprednjo steno danke. In pri digitorektalnem pregledu, seveda za rokavičenim prstom, vtipamo predvsem zadnji del prostate. Zakaj je to pomembno? V tej obrobni coni rak najpogosteje vznikne. Se pravi, dejansko imamo možnost, da pri kliničnem pregledu raka zatipamo. Kadar je klinični pregled sumljiv, se pravi, da tipljamo naprimer sumljivo zatrdlino, rezistenco ali karkoli, vedno to botruje potem nadaljnji diagnostiki, tudi če ni ostalih kazalcev.
To seveda je nekaj, kar je na nek način malo neprijetno, ampak je neinvazivno, nenevarno in je pravzaprav povsod dostopno, ne rabimo kakšne posebne opreme. Druga stvar, ki sem jo že omenila, je PSA. O tem sem veliko govorim, veliko se razpreda, kakšen je idealni pristop. Zdaj, dejansko je to antigen, ki ga pač izločajo žlezne celice prostate in je normalno prisoten. Ima svojo funkcijo, se pripomore k utekočinjenju sperme. Dejansko je v semenski tekočini zelo visoka koncentracija tega, nekaj malega, seveda ga pa zasledimo tudi v krvi. Ima funkcijo, da omogoča pač lažjo migracijo spermijev in tisto, kar je seveda treba vedeti, PSA ni tumorski označevalec. Se pravi, to ni neka snov, ki bi bila prisotna pri raku, ne pa v normalnih razmerah, običajno je PSA v krvi malo, če povem na splošno, so pa stanja, pri katerih se pa ta koncentracija močno poveča. Stanja so seveda zelo različna. Pravzaprav najbolj pogosto je to na račun benignega povečanja prostate. Zelo lahko poraste PSA v krvi, kadar gre za vnetje prostate. Takrat lahko prehodno močno poraste vrednost, pa to ne pomeni rakave bolezni. Seveda tudi pri raku zaznamo višjo koncentracijo vrednosti PSA v krvi. Tudi številni drugi razlogi so lahko za povišanje vrednosti PSA, že sam digitorektalni pregled, ki na nek način manipuliramo prostato, od ustavitve urinskega katetra, ejakulacije in tako naprej. In seveda vse to je treba upoštevati, ko imamo pred sabo neko vrednost PSA. Če za hip še ostanem pri tem PSA-ju, če pogledamo, včasih je v ambulantah neka kar normalna vrednost. V resnici je zelo težko govoriti o normalni vrednosti PSA. Pri starejših moških, ki imajo običajno večjo prostato, za kosten velika velja za mlajše moške, potem pa njena velikost za desetletje običajno nekoliko narašča. In ker je več tkiva, je običajno tudi več PSA-ja v krvi. Tako da je treba interpretirati to v sklopu vsega. Po drugi strani, če pogledate, na primer, pri vrednosti PSA med 3 in 4, je skoraj 27% verjetnost, da imate raka. Se pravi, kaj pomeni PSA? Dejansko lahko rečemo, da za naraščanje vrednosti PSA verjetnost, da gre za raka, narašča. Seveda, če vzamemo vse tiste druge stanje, vnetja in tako naprej. Ampak tudi pri zelo nizki vrednosti PSA, recimo okrog 1, imamo 10% možnosti, oziroma imajo moški, da imajo raka. Tako da to ni nekaj, na kar bi se lahko, bom rekla, obesli, ampak je seveda neko pomagalo. Tako da včasih te primerjave medosebne niso povsem na mestu in je pač težko interpretirati. V splošnem velja, kar se zelo veliko govori o tem, komu določati in tako naprej, da je treba vsakega moškega, ki se mu določi vrednost PSA, dobro informirati. Zakaj? V primeru, da bi bila vrednost povišana, v primeru, da bi to zahtevali dodatno diagnostiko, je potem to celo sosledje dogodkov, ki seveda lahko imajo določene posledice. Na nek način tudi sama diagnostika, zagotovo pa tudi potem odločitev o zdravljenju. Rak prostate je malo posebna bolezen, kot bomo kasneje slišali, in ravno zaradi tega ga ne iščemo za vsako ceno. Če bi pogledali stare moške, stare 90 let, najde praktično pri vsakem raka. Pa to ne pomeni, da je smiselno zdravljenje. Tako da je treba biti zelo tehten, če hočete. Se pravi, če je moški dobro ozaveščen, se pravi, da razume, kaj to pomeni potem naprej, in ima višje tveganje, se tako odvzem priporoča. Ali seveda ob težavah, na vsak način, kadar je sumljiv digitorektalni pregled in tako naprej. Mi ga PSA uporabljamo, je pa zelo dober kazalec, tukaj pa zelo dobro kaže kot kazalec uspešnosti zdravljenja. Se pravi, pri moških, ki so že bili zdravljeni v iskanju ponovitve bolezni.
Pa tudi tukaj bi rada poudarila, naprimer pri moških, ki so bili zdravljeni za operacijo, je pričakovana vrednost PSA bistveno drugačna kot pri tistih, ki so bili zdravljeni z obsedanjem. Tako da je tudi tukaj interpretacija in primerjava pravzaprav nemogoča. No, dokončno, če smo še pri diagnozi, pa potem postavimo diagnozo za odvzemom tkiva, se pravi, sondo urolog vstavi transrektalna sonda v črevo in z pištolco v bistvu odvzame preko črevesne stene, to je najbolj običajni postopek, ki se tudi pri nas uporablja, obstajajo še drugi načini, odvzame vzorčke tkiva iz prostate. Poseg seveda je malo neprijeten, tako kot vsak poseg ima lahko zaplete, tako da bi to, kar vse povprek delali, zagotovo ni. Lahko pride do okužbe, do krvavitve. Od tem, če tole prostata, pridobimo vzorčke tkiva in potem to patolog seveda pogleda pod mikroskopom in določi neko stopnjo, ki nam kaže na to, kako agresivna je bolezen. Večja kot je številka je pa med 6 in 10, gre za seštevek dveh vrednosti, bolj agresivne so rakave celice. Pomeni, da bolj ko so spremenjene, bolj ko so drugačne od tistih izvornih rakavih celic, višja je ta številka. In to je pomembno, ker je to pomembno za našo odločitev v zdravljenju in seveda večja kot je številka, večje je tveganje, da taka bolezen napreduje ali se kasneje ponovi. Seveda v sklopu diagnostike uporabljamo tudi druge slikovne preiskave. Izbira teh je odvisno od tega, kakšno je tveganje, da bolezen napreduje, kako rizična je bolezen. Zelo pogosto se zdaj uporablja magnetno resonančno slikanje, ta nam natančno pokaže, kakšna je v resnici lokalni stadij bolezni, se pravi, ali je bolezen res v prostati, ali na enem mestu, ali sega preko ovojnice. Vse to je potem pomembno za samo odločitev o zdravljenju. No, zakaj je tudi rak prostate posebej, ne samo moški sami? To je pravzaprav verjeten cela paleta bolezni, če hočete. Ta rak je lahko zelo neagresiven, ima zelo počasen potek in pravzaprav ne napreduje. In seveda bolnika taka bolezen ne ogroža. Zdravljenje take bolezni ni potrebno. Po drugi strani pa seveda je lahko tudi agresiven, napreduje, ogroža in taka bolezen, pri taki vrsti je seveda potrebno zdravljenje. Mi imamo kazalce, na katere se opiramo, kam razvrstimo rak prostate, v osnovi imamo več skupin, ampak v resnici z gotovostjo, kater rak bo napredoval in pri kom se je v resnici smiselno odločiti za zdravljenje, z gotovostjo ne moremo vedeti. To je pravzaprav eden izmed edini rak, pri katerih po vseh evropskih in svetovnih priporočilih piše, da če je recimo bolezen omejena na prostato, je zdravljenje z namenom ozdravitve smiselno, če je pričakovano preživetje več kot 10 let. Se pravi, korist nekega zdravljenja, če je bolezen omejena, govorimo, se bo pokazala šele, pričakujemo čez 10 let, recimo. Tako da zato je poseben in zato seveda je včasih to vse vprek lahko tudi tvegano, ker lahko po nepotrebnem bolnike moške izpostavljamo in tudi zdravimo. Vsako zdravljenje pa seveda ima možne zaplete. To, kar sem že omenila, običajno vrsto let raste, preden se klinično izrazi, in če se izrazi, se pravi, če so težave dejansko povezane z rakom prostate, je običajno bolezen že bolj napredovala. Tudi tole, tudi ko bolniki že imajo oddaljene zasevke, se pravi, ko govorimo, da se bolezen razširila po telesu, tudi takrat je preživeti teh bolnikov še zelo dolgo. Zakaj se to govorim? Zato, ker seveda vse to je zelo pomembno, ko se odločamo, kako zdraviti. Po eni strani razširjenost bolezni, seveda, ali je omejena, ali se širi kam drugam, ali oddaljene organe, kako agresivne so celice, kakšne težave ima bolnik in seveda tudi pričakovana življenjska doba bolnika. Seveda tisto, kar je tudi zelo pomembno, kar vedno upoštevamo, se poskušamo pogovoriti tudi želje bolnika samega, da je pač aktivno vključen v svojo odločitev o zdravljenju. Ker, tako kot sem rekla, ti bolniki živijo zelo dolgo, praviloma, seveda so izjeme in seveda tudi, če imajo posledice zdravljenja, jih imajo tudi zelo dolgo. Tako da je zelo
smiselno, da so aktivno vključeni v zdravljenje. Seveda, dobrobit zdravljenja je zagotovo to, da smo zdravi, da se bolezen ponudi, da smo ozdravi. Ampak tako, kot sem pa že prej omenila, nobeno izmed možnih zdravljenj ni brez stranskih učinkov. Prva možnost pri raku prostate je to, da pravzaprav nič ne naredimo. Se pravi, da bolnika, kot rečemo, nadzorovano oziroma aktivno opazujemo. V tem primeru se ne odrečemo zdravljenju z namenom ozdravitve, ampak čakamo tako dolgo, da bolezen začne kazati neke znake napredovanja, in v teh običajno letih bolniku prišparamo, bomo rekli, stranske učinke. Delali so eno raziskavo pri bolnikih, kjer je bila bolezen omejena na prostato, in so primerjali skupino bolnikov, ki so jih opazovali, za skupino, ki so jim prostato odstranili, in skupino, ki so jim prostato obsegali. Rezultate so pogledali čez 10 let in v resnici smrtnost bolnikov zaradi raka prostate se med skupinami ni razlikovala. Je res, da je bolezen pogosteje napredovala, če niso bili zdravljeni, za nekaj odstotkov je bilo več metastatske bolezni, ampak v resnici, kar se tiče preživetja, po 10 letih je bilo enako. Govorim pa za bolezen, ki je omejena na prostato. Druga možnost, se pravi možnost aktivnega zdravljenja, kot rečemo, z namenom ozdravitve je operacija. Operacijo delamo na več načinov, bodi si klasično odprto, bodi si laparoskopsko s temi dolgimi cevkami, se pravi, da se trebuh ne odpre, da so krajši rezi, ali pa celo takole v bistvu robotsko asistirano. Vsi načini so v Sloveniji možni in pravzaprav, če gledamo, kar se tiče verjetnosti ozdravitve čez leta, ni razlik med posameznimi načini. So lahko določene manjše razlike, ne pa v sami učinkovitosti zdravljenja. Se pravi, če je tole sečni mehur, in tole prostata, tole je sečnica, se prostata pri operaciji odstrani in potem je potrebno seveda sečnico s sečnim mehurjem nazaj zašiti skupaj. Ker je tukaj tudi mišica zapiralka, ki je aktivna pri uriniranju, seveda gre lahko kaj narobe. In tako kot sem že imela, možni so stranski učinki, najpogosteje imamo inkontinenco, se pravi uhajanje seča po operaciji, ki je seveda lahko različne stopnje, in pa motne spolne funkcije. Zdaj, pri motnih spolnih funkcijah je tako, da v današnjem času s tabletkami seveda je marsikaj mogoče, vendar, če so živci, ki so potrebni za spolno funkcijo, prekinjeni, v takih primerih tabletka ne pomaga. V takih primerih pač obstajajo tudi drugi načini, ampak vsekakor to je nekaj, kar lahko moškega, ki je aktiven, ki hodi v službo, se udejstvuje in tako naprej, lahko seveda zelo moti. Druga možnost je zdravljenje z obsevanjem. Tukaj se je v zadnjem desetletju zelo veliko spremenili, obsevanje je zdaj mnogo bolj ciljano, zdaj mi lahko dosežemo, da je pravzaprav samo v predelu prostate visoko odmerek sevanja, da v okolici zelo pade in da je obsevanje zelo natančno. V osnovi ločimo dve vrsti, eno je notranje obsevanje, tukaj v bistvu damo take votle igle skozi presredek v prostato, naredimo to pod kontrolo ultrazvoka in potem bolnika poslikamo z magnetno resonanco in na podlagi tega potem lahko zelo natančno načrtujemo, da tisto radioaktivno zrno kisela pride po teh votlih cevkah v prostato in se ustavi samo na tistih mestih, kjer to predvidimo. Odmerek sevanja zelo hitro pade, tako da to je ugodno tako za okoljne organe, kot tudi za samo prostato, ker lahko obsevamo za visokim odmerkom. Zunanje obsevanje pa na obsevalnih napravah, bolnik se vleže na napravo, ki je tako naprej narejenem načrtu obsevanja. Seveda so tudi te zdaj na nek način robotsko krmiljene, bolnikom ustavimo pred obsevanjem 3 zlata zrnca v prostato, ki tam ostanejo, in miza oziroma ta obsevalna se potem je na nek način robotska in se lahko naštiva na tista 3 zrnca, se pravi, da zagotavljamo, da v resnici obsevamo tisto, kar želimo, v tem primeru prostato. Pogosto imajo za večjo učinkovitost določen čas gospodje tudi hormonsko terapijo, to je pač odvisno od stopnje tveganja.
Ja, seveda, spet zapleti, a ne, nič ni tako, nobeno zdravljenje jim ne uide, ne, vedno so mogoči, zagotovo je manj uhaj neseča po zdravljenju z obsevanjem, možne so težave z odvajanjem blata, ki so redkejše pri operaciji, in pa seveda motne spolne funkcije, ki so redkejše po obsevanju kot po operaciji, tudi redkejše kot po robotski, a ne, ampak ne da se jim pa z gotovostjo izogniti. Četrta stvar je hormonsko zdravljenje, se pravi, z namenom ozdravitve je bodisi operacija, bodisi obsevanje. Hormonsko zdravljenje samo po sebi pa ne prinaša ozdravitve. Rak prostate je hormonsko odvisna bolezen. Ne? Moški spolni hormon, testosteron, spodbuja že sicer celice prostate, zdrave in seveda tudi rakave celice. In če uvedemo hormonsko terapijo, se pravi, če naredimo hormonsko blokado, to vsaj za nekaj časa zgleda približno tako, da avto ostane brez benzina. Ne? Razlika seveda pri rakavi bolezni je ta, da rak čez čas najde pot tudi brez benzina, če hočete. Ne? Kljub blokadi, kljub kastraciji, čez recimo 2 leti ali kasneje, ne? Rak najde pot. Se pravi, to ni ozdravitveno, je pa to prvo zdravljenje vsaj pri vseh bolnikih, pri katerih je bolezen razširjena. Ob obsevanju ga pri tistih, kjer je tveganje večje, dajemo za povečanje učinkovitosti. Zdaj, kastracija se dela bodisi zdravili ali v obliki operacije, to je danes redkejše, je sicer zelo hitro, učinkovito, enostavno, problem pa je, da je nepovratno. Ne? Seveda, mi včasih damo hormonsko terapijo za določen čas in to lahko naredimo recimo z injekcijami, s tabletkami. Kastracija pa je v osnovi saj velja za nepovratno, tudi moški niso posebej naklonjeni. Ja, tudi hormonska terapija, ne, ima določene posledice. Moški pravijo, da jim ni všeč, da izgubljajo mišično maso, da so bolj nagnjeni k debelosti, da imajo občutek, da so manj zmogljivi in tako približen si predstavljamo te učinke hormonske terapije, ali tako da to je nekaj, tudi kar seveda moški ni pretirano pogodu. Pa mogoče zdaj še nekaj spodbudnega, preživetje bolnikov z rakom prostate narašča. To ni čisto svež, so malo starejši rezultati, ampak vseeno. Krivulja je usmerjena navzgor. Ker se tiče prostate, smo rekli, da incidenca torej narašča, med zelo jasne dejavnike tveganja sodi starost, potem družinska obremenitev in pa rasa. Po diagnostiki smo tudi kar nekaj povedali, v osnovi pomemben je preprost digitorektalni pregled. PSA je mnogo bolj kompleksen, kot se zdi na prvi pogled, ne? In pa seveda dokončna potrditev strani urologa, odvzem vzorčkov, pregled tkiva pod mikroskopom za dokončno potrditev. Zdaj, zaradi vsega tega, kar sem omenila, je pri raku prostate zelo na mestu vprašanja, ne? Kdaj zdraviti, če sploh zdraviti, in pa seveda tudi kako zdraviti. To je tudi eden rakov, ki odstopa v tem, da so rezultati zdravljenja za operacijo enaki kot rezultati zdravljenja za obsevanje. Za veliko ostalih rakov to ne drži. Pri raku prostate to drži. Seveda razlikuje se pa malo nabor stranskih učinkov, da upoštevamo nekako želje bolnika. Kaj torej lahko moški storite? Zdaj, razen zdravega življenjskega sloga, ki je v splošnem priporočen, je težko dati neka zelo jasna navodila. Vsekakor zdrav življenjski slog, ostalo je pa morda preveč preohlapno. Malo bi se dotaknila še redkejših rakov, ki sem že omenila raka mot. Zdaj v Sloveniji, če smo prej slišali, da je za rakom prostate zbolelo nekaj čez 1400 moških, v istem letu je zbolelo 112 moških. Seveda, tudi to je nekaj, kar je zelo pomembno. Zakaj? Rak je sicer redek, mot, če pogledamo splošno v razvitem svetu, čeprav je njegova incidenca nekje tam po drugi svetovni vojni kar močno narastla. Problem pa je seveda starostna skupina. To so praviloma mladi moški. In v skupini moških med 20 in 40 letom je to najpogostejši rak. Dejavniki tveganja so tukaj malo bolj izraziti, je pa res, da so tudi večinoma taki, na katere pravzaprav moški nimate sami vpliva. Pri tistih, kjer je modo nespuščeno, velikokrat je hkrati tudi manj razvito, manjše, je bistveno večje tveganje za razvoj raka mot.
pri tistih, ki so družinsko obremenjeni, ravno tako. In tudi, če je moški že imel raka na eni strani, na enem modu, je tveganje za obolevnost na drugem bistveno večje. Običajno se to pokaže kot neboleča zatrdlina v modu. Se pravi, ne boli nekaj, kar se na novo pojavi, sprememba in si jo moški zatipa sami. Seveda so lahko tudi malo pridružene druge stvari, v 10% tudi vnetje, ampak to je manj pogosto običajno, torej neboleča zatrdlina v modu. Če si moški to zatipajo, seveda je potreben pregled, klinični pregled, mod, ki mu sledi vedno ultrazvok in ta je v tem primeru zelo, zelo natančen in praktično 100% že lahko potrdi diagnozo. Preden se lotimo dokončne diagnoze in zdravljenja, odvzamemo tudi krize tumorske kazalce, sledi pa potem odstranitev moda, se pravi kirurško, običajno pri mlajših moških, če želijo, se vstavi tudi proteza in to potem dokončno potrdi diagnozo, postavi kazalce ali je potrebno še kakšno drugo zdravljenje, se pravi hkrati diagnostika dokončna in pa tudi zdravljenje. Včasih je potrebna dodatna kemoterapija, obsevanje redkeje. Zdaj tisto, če sem govorila o slabostih, da gre za mlajše moške, je pa dobro to, da je pa preživetje teh bolnikov je pa izjemno dobro. Tudi pri metastatski bolezni imamo visoko ozdravitev. Se pravi, ne za zdravitev, ne kot kronična bolezen, ampak da se gospode dejansko pozdravijo. In tukaj imamo 5-letno preživetje, bolnikom v splošno, ki je v obdobju od 2010 do 2014 znašala preko 98%. Zraven sem dala še raka prostate, ki je takoj na drugem mestu po preživetju, tudi to je seveda dobro in je tudi v zadnjem obdobju že preko 90%. Kaj pa tukaj lahko moški storite, seveda od vseh tistih spuščenih mot in tako naprej, na to nimate vpliva, večinoma se to korigira že pri majhnih dečkih, nespuščenih testisi, ker testis, ki ostane, oziroma moda v trebušni votlini, z leti se večja tveganje za razvoj maligne bolezni, seveda tudi opogledani, tako da včasih pridejo predvsem iz kakšnih drugih dežel še moški, iz držav bivše Jugoslavije, še pridejo moški, ki imajo zaostala moda, ampak v Sloveniji to nekje je dobro urejeno. Samo pregledovanje pa zagotovo je ena izmed stvari, ki si jih lahko moški vsak privošči. Še zadnjo stvar, ki bi omenila, spet ena zelo redka stvar. Zdaj v letu 2014 je bilo kar 18 moških prezbolelo, običajna incidenca je nižja, tako da nekje 10 do 15 v zadnjih letih pa je tudi, lahko rečemo, narasla. Seveda, to je zagotovo nekaj, kar si ne želimo. Če spet pogledamo dobre plati, je to, da je bolezen redka, se pravi rak penisa, in da se večinoma pojavlja pri starejših moških. To ni čisto izolirano, je pa velja pa v večjem delu. Kaj pa dejavniki tveganja? Ja, tudi tukaj se zelo veliko govori, ampak zagotovo s fimozo, se pravi s tem, ko kožica ne gre preko gladice, je večje tveganje. Zdaj, tukaj je veliko diskusij, ali sama fimoza k tem prispeva, ali je pridruženo vnetje. Seveda, higiena pri moških, ki imajo fimozo, je problematična lahko. Lahko imamo pridruženo vnetje. In v resnici se bolj smatra, da so to tiste komponente, ki dejansko prispevajo k sami obolevnosti. V zadnjem času HPV virus, ki je povezan tudi z rakom materničnega vratu, je tudi povezan z rakom penisa. Zagotovo kajenje in pa tisto, kar se seveda tudi zelo dobro da vplivati, število spolnih partnerjev. Večje število spolnih partnerjev prinaša večje tveganje za rak penisa. Fototerapija, to je predvsem v povezavi, to je pravzaprav lahko terapevtska, pri recimo bolnikih, ki imajo luskavico in se v kombinaciji z nekim zdravilom še lahko tudi obsevajo in tudi pri tistih so opazili, da je bilo lahko tveganje nekaj večje. Zelo veliko se v povezavi s tem govori o obrezovanju in tako naprej, ampak nekatere študije so pokazale, da pravzaprav, če je higiena ustrezna, je to povsem primerljivo z skupinami moških, ki so pač obrezani. Tako da nekje je tle težko
zagovarjati obrezovanje z higieno. Ja, v primeru, da je prisotna fimoza. Kaj pa tukaj, se pravi, vse rdečine, izrastki, na novo nastale spremembe, lahko razjede, skratka, karkoli je lahko sodi v rak penisa. Tako da vse to je treba pokazati, vse to je treba pregledati. Najbolj pogosto se pa spremembe pojavijo pač na glavici, redke je druge. Dokončna diagnoza je s pregledom odvzetega tkiva. Zdravljenje pa je seveda odvisno od razširjenosti bolezni, vedno smo pozorni tudi na bezgavke. Običajno je kirurško, kadar se le da, seveda v odvisnosti od tega, kakšna je bolezen, z ohranjanjem spolovila, kolikor je le mogoče. Kaj pa tukaj lahko storite? Seveda zagotovo higiena, nekajenje in pa majhno število spolnih partnerjev oziroma en spolni partner. Tako da tle zagotovo je nekaj, kar se lahko stori. Če zaključam, da ne bom izgubila pozornosti, ja, moški zbolevate pogosteje, tudi smrtnost za rakom nasploh je večja. Tako da zagotovo določena pozornost je potrebna, kot sem omenila, najpogostejši rak je prostata, tako pri nas kot v razvitem svetu. In kaj lahko storite, pač vsem tem, kar smo se pogovarjali, v splošnem zdrav življenjski slog, pregledovanje mod, nekajenje, seveda ne menjavati spolne partnerje in vse nekako, kar sodi zraven. Hvala. Hvala lepa, magistri Janki Čarman, doktorici medicine onkologinji, za besede. Jaz upam, da nam bo odprla obzorja vsem skupaj, moškim tudi, jaz sem že po 40-ih in vsekakor se bom udeleževal teh preventivnih pregledov in tudi sem vesel, da sem danes lahko med vami strokovnjaki.